Danes z pomočjo umetne inteligence te stvari postajajo zelo enostavne in je samo vprašanje časa, ko niti več ne boste rabili skozi aplikacijo vi gledati, kje je kolo, kje je avto, ampak boste vi izrazili potrebo. Zdaj bi pa rabil priti ali pa iti v nakupovalni center, pa imel bom eno veliko škatlo. Ali pa zdaj pa rabil obiskati kolega v Mariboru, pa moram pa biti že ob 7 tam pa tam. In bo vam tako, in bo iz nabora vseh oblik prevozov, bo vam že aplikacija sama dala rešitev in... Sam to se sliši zelo lepo, jaz bi pa to že danes imel, ker se mi zdi, da je to že možno, pa tudi v bistvu, kje so problemi? Je to problem v bistvu, da je stroškovno v bistvu težko? Jaz osebno ne verjamem, da je en ponudnik, da je smiselno, da on dela vse storitve. Kar pa verjamem, je pa to, da se ponudba združi in približa in poenostavi za uporabnika. In kot neka multimodalnost, neka aplikacija tako. Javni prevoz, sharing, to je konkurenca lastništva skupaj. In lastništvo pa vemo, da je v velikih primerih, ne govorim za določene, ki sedijo na dan 8 ur v avtu ali pa rabijo za posebne namene vozilo, ampak pa govorimo o tem, da je avto 23 ur parkiran. Tudi če si lahko to privoščimo, je nesmisel imeti 3 ali pa 2 vozili doma. In s tem, ko se nepotrebno vozilo odstrani, potem začnemo uporabljati ostale oblike prevoza. Planiram, enkrat smo v sharingu, drugič v avtobusu, ali pa v eno smer gremo tako, drugo tako, kaj spijemo, ne vem, taksi. Takrat se začne pravim pomenu ta multimodalnost. Če se nekdo sede v Mariboru v sharing avto ali pa na kolo, gre do železniške ali pa avtobusne, pride v Ljubljano, spet tukaj lahko vzame. In če bi to bila ena karta skupna, ena aplikacija, kot ste prej povedal, to zelo poenostavi.